svetovno prvenstvo, kakršnokoli že je, sploh pa nordijsko, je ogromna športna prireditev, pri katerem sočasnost športnih dogodkov narekuje tudi velikost zdravstvene ekipe. Izhajali smo iz tega, da se v tem zaprti dolini lahko zgodi, da nimaš možnosti evakuacije, torej zaprt, megla, ki onemogoča helikopter, prometna nesreča na Belci, ki onemogoča po cesti, in potem v bistvu rabiš neko namestitev, kjer lahko izvedeš vsaj osnovno zdravstveno oskrbo oziroma stabilizacijo ponesrečenca ali obolelega, in seveda smo prišli do Rola 2, v katerem je stalno zdravniška ekipa, ki ima možnost izvesti osnovne laboratorijske preiskave in tudi kirurško oskrbo, nima kapacitete rentgena, imamo pa ultrazvok. Osnova našega delovanja je pa pravzaprav dispečerski center, ki ga vodita dva izkušena dispečerja, ki sta vodje svojih služb tudi v civilu, se pa Denis Gorjup, Miha Brezovnik, ki pravzaprav komunicirata 8 reševalnih vozil, 6 ekip gorske reševalne službe in 6 ekip Rdečega križa. Se pravi, dejansko velikost sistema zaradi same prireditve bazira na številu pozicij med tekmovanjem oziroma uradnem treningu in ne toliko na številu obiskovalcev. Zanje imamo v bistvu pripravljeno samo eno reševalno vozilo z urgentnim zdravnikom. Vse, kar se zgodi na prizorišču, se pravi tako oboleli, ponesrečeni, tako tekmovalci s spremljevalnim osebjem kot gledalci so pripeljani v Rol 2, zanje poskrbimo in potem na osnovi prvih ugotovitev pregledov se odločimo, ali dejansko končamo terapijo v tej bolnišnici ali naredimo evakuacijo oziroma medicinski transport v bližnji bolnici. Dogovorjeni smo, da lažje poškodbe bolnica Jesenice, teže kot recimo politravma ali če se spomnite Tandeja, pa potem v UKC Ljubljana. In tudi tako je bilo letos. Sara Takanaši in finski tekač z lažjimi poškodbami sta bila pripeljana v bolnico Jesenice, medtem ko Peter Prevc zaradi suma na poškodbo hrbtenice pripeljan s helikopterjem v Ljubljano. Prvič zaradi tega, ker smo začeli s pripravo dovolj zgodaj, ker imamo točno izdelan načrt. Drugo je pa visoka profesionalnost ljudi, ki delajo z mano. To so ljudje, ki imajo dolgoletne izkušnje tako s planico kot športnimi prireditvami in so eden od vodilnih kadrov tudi v svojih ustanovah.